bom govoril samo nekaj dejstev oziroma nekaj besed o aktualni ujmi oziroma področju, ki sem ga nekoč kot minister pokrival. Torej najprej treba seveda povedati, da se je tudi tokrat izkazalo, da brez prostovoljcev, ne samo gasilcev, ampak vseh tistih, ki so organizirani v društva, torej prostovoljnih reševalcev, bi tudi tokratna ujma ali pa reševanje ljudi bilo bistveno bolj otežkočeno. Nova Slovenija je vse skozi spremljala aktualne zadeve in tukaj nekako ugotovila 3 ključne parametre, ki po naši oceni niso bili izpolnjeni. Prvič, potrebno je povedati, da je pravzaprav aktualna vlada, aktualni minister v lanskem letu Upravi za zaščito in reševanje ali pa bi rekel temu področju zmanjšal investicijska sredstva za skoraj 4 milijone evrov. Ni bilo zmanjšanja na nivoju plač, tako kot v celotni vladi ne, bila pa so zmanjšanja za nabavo najosnovnejše opreme. Torej, to je dejstvo, ki ostaja in mimo katerega seveda ne moremo. Drugo pomembno zadevo, ki bi jo radi izpostavili, je dejstvo, da je vlada včeraj sicer odobrila 300 tisoč evrov, nekaj več kot 300 tisoč evrov pomoči. Ta pomoč naj bi bila po razlagi pristojnih z vlade namenjena občinam. Po informacijah, ki jih iz medijev lahko razberemo, je prizadetih skoraj polovica slovenskih občin. Torej, če delite ta znesek z polovico slovenskih občin, boste lahko hitro ugotovili, da govorimo o znesku 2500 ali pa 3000 evrov na občino. Torej, to so bagatelni zneski in seveda je absolutno nesprejemljivo, da vlada v tako kritični situaciji in bi rekel dejansko v tako hudi naravni nesreči operira s tako nizkimi zneski. Po drugi strani, kot veste, smo sposobni zagotavljati milijone in milijone za reševanje bank, pa ne samo za reševanje državnih bank, ampak za reševanje privatnih bank, torej za reševanje tajkunov, nismo pa sposobni zagotoviti sredstev, ki pravzaprav bi morali doseči vsakega navadnega, preprostega državljana. In pa zadnja stvar, o kateri mislim, da prav, da povemo besedo, pa je sama koordinacija oziroma vodenje vlade oziroma odgovornih v tej vladi v času te naravne katastrofe. Iz informacij, ki smo jih dobili, je bilo pravzaprav vidno, da se je vlada sestala resno šele včeraj, torej šele včeraj so bili ti prvi resni vladni odzivi na to katastrofo in tukaj žal moram izpostaviti, da je aktualni obrambni minister, sicer že celotni slovenski javnosti znano, da rad potuje, se v letošnjem letu, kar ni bilo običajno za prejšnje ministre, odločil, da bo obiskal obe najvažnejši varnostni konferenci. Torej, običajno je bilo, da so obrambni ministri obiskali eno od teh 2 varnostnih konferenc. Ena je varnostna konferenca v Halifaxu, druga je varnostna konferenca v Münchnu. Torej, naš obrambni minister se je udeležil obeh konferenc in na veliko nesrečo ali pa na veliko žalost je ta konferenca, torej konferenca v Münchnu, potekala v konec prejšnjega tedna, ravno v dneh, ko bi pravzaprav bila v naši državi najbolj potrebna koordinacija in začetek usklajevanja vseh priprav, kajti vedelo se je, kaj nam sledi, oziroma v nekaterih občinah je pravzaprav ujma bila že povsem v samem jedru, se je raje odločil, da obišče to varnostno konferenco, kot da koordinira in nekako usmerja področje, za katerega je zadolžen. Jaz verjamem in sem prepričan, da bo vlada tudi na podlagi odziva občin ta znesek, ki ga je namenila, bistveno povečala, kajti v nasprotnem primeru bo zopet to samo pesek v oči.